Ob tednu slovenske drame si bomo pobliže ogledali predstavo Kanape, najnovejše delo mladega prodornega avtorja in režiserja Tadeja Vidmarja Štuka, ki naj bi v teden slovenske dramatike vnesla nekaj provokativnega filozofskega pretresa. Res ne vem, kaj še čakajo. Premiera je bilo konec že pred pol ure. Prigrizki pa so še vedno zaviti v celofan. Kako dolgo? Kako dolgo bomo morali še čakati? Ta monodrama obdeluje eksistencialistični problem tu biti, modernega subjekta in njegovo korelacijo do nedoločljivega, abstraktnega drugega, seveda s pomočjo kvintesenčne razpoke v kronotopu dialektičnega tretjega. Se je le začelo. Ampak kaj? Ko se ljudje tako rinejo. Ne smem biti grabežljiv. Bom raje še malo počakal. Ampak če počakam, ne bo mar prepozno, da bi lahko vzel tisto, kar bi si želel. Ampak kaj si sploh želim? Naj pogledam. Mini hrenovke v testu, sirova plošča, pršutka na pečki, zelenjavna musaka? Je musaka lahko sploh zelenjavna? A ni bistvo musake v tem, da vsebuje meso in krompir? Kaj to sploh pomeni? Zelenjavna musaka. Gre za kompleks genetsko in biomehanično prirojenih vprašanj, ki relativizirajo esencialnost pomena samega skozi modularno kombinacijo eterične ozemljenosti v gibalnih matricah. Ampak kako naj si izberem sladico? Na voljo sta štrudel in panakota. Če vzamem eno, ne bom mogel več druge. Ampak kaj, če vzamem napačno sladico? Če vzamem, na primer, štrudel, bom povsem zadovoljen? Kako naj vem, da ne bi bil bolj zadovoljen s panakoto? In obratno. Kdo mi garantira, da ni morda štrudel boljši? In kaj, če svojo izbiro sploh ne bom zadovoljen? Struktura zgradbe te postprojekcijske in preteatralne, absolutne monodrame je po Pfisterju in Bentleyju relativno nekoherentna, saj je ultimativni, končni element, ki je še v rabi znotraj linearnega kronotopa, z razliko od cikličnega imensus presije iztekajočega se časa. Ne! Ne! Začeli so pospravljati. Odločitev mora biti hipna. Štrudel ali panakota. Panakota ali štrudel. Ne! 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 Umiriti se moram. Odločitev mora pasti. Ali bo predstava dobila prvo nagrado ali ne, bo znano še ta teden. Vsekakor pa že zdaj vemo, da bomo o tem mladem, nadobudnem avtorju še veliko slišali.